Upam, da ste se najedli pirhov, šunke in potice in da zdaj ležite na kavču s polnim želodčkom in uživate v mojem novem videu. Ime mi je Miha in tokrat bomo prečekirali 5 aplikacij, ki nimajo nobene veze z veliko nočjo. App Sales je zelo uporabna zadevica, s katero vidite, katere aplikacije imajo trenutno znižane cene v trgovini Play. Cene so znižene od 10 pa vse do 100% na določene aplikacije. Trgovina Play sama nima tako preglednega sistema in dejansko sam težko najdeš kak popust. S to aplikacijo pa imaš vse na enem mestu. Jaz sem recimo v tej aplikaciji videl, da je nova Launcher Prime, najboljši launcher za Android telefone v akciji za pičlih 50 centov. Redna cena? $5. To je 90% popust. App Sales je popolnoma zastonj, tako da ne vidim razloga, zakaj je ne bi preizkusili. Wally ima samo en namen in to je, da vam olajša iskanje prelepih slik za ozadje vašega telefona. Kar ga razlikuje od ostalih aplikacij za ozadje je to, da ima Wally svoje umetnike, ki ustvarjajo ekskluzivno samo za njih. Tako da so slike visoke kakovosti in unikatne. Umetnine imaš razdeljene po kolekcijah, temah, lahko vidiš, katere slike so popularne in katere zadnje dodane. Izbor je res širok in ni za vraga, da ne boš našel nekaj zase. Vsi umetniki imajo svoje profile, lahko jim slediš in obiščeš njihove socialne strani, kot so Instagram, Twitter in podobno. Aplikacija je brezplačna, ima sicer vsake toliko kako reklamo, ampak niso preveč nadležne. Imajo tudi letno naročnino, ki znaša €15, s tem se znebiš vseh reklam. Phone Doctor Plus je aplikacija namenjena diagnosticiranju težav vašega telefona. Če nesete svoj telefon na servis, je velika možnost, da bo najprej pognali to aplikacijo, da preveri, če z njim vse ok oziroma kaj je narobe z njim. Sama aplikacija preveri, če so vsi deli v telefonu originalni, testira vse senzorje, ekran, antene in preveri, v kakem stanju je vaša baterija. Phone Doctor Plus je zelo temeljit, tako da si vzamete čas, preden poženete teste. Ta aplikacija sicer ni za vsakodnevno uporabo, jo je pa fajn imeti v mislih, ko jo boste rabili. Najti dobro igro v trgovini Play je kot iskanje igle v senu. Če vam je kdo ne priporoči ali pogledate kak YouTube video, kjer o njej govorijo, gre lahko marsikatera super igra mimo vas. Mini Review je kot ena revija, ki nudi recenzije iger, lepo razvrščene po žanrih, tako da enostavno najdete svojo zvrst iger. Vsi opisi so opremljeni s slikami, ocenami od 1 do 10, s povezavo do trgovine, kjer lahko igro snamaš in preizkusiš. Opisi so kratki in jedrnati, tako da lahko na hitro vidiš, prebereš in se odločiš, če je to igra zate. Volume Styles je eden od pripomočkov, s katerim si lahko prilagodite izgled svojega telefona. Dotična aplikacija ima samo en namen in ta je, da spremeni grafični vid iz krmilnika glasnosti, ko pritisnete tipko za glasnost telefona. Pač smo ljudje, ki si radi po svoje urejamo video svoje naprave in nam take zadevice popestrijo življenje. To je tudi čar Androida, ki dopušča, da si lahko po svoje personaliziramo izgled operacijskega sistema. Uporabniki jabolk lahko v takih aplikacijah samo sanjajo. Na voljo imaš dizajne različnih proizvajalcev, verzij Androida. Lahko uporabiš tudi Apple dizajn. Na voljo imaš tudi krmilnike, ki so jih dizajnirali uporabniki sami. Aplikacija je brezplačna, a določeni dizajni so zaklenjeni pod premium opcijo, ki vas bo stala €2. Ne vem, če ste opazili, ampak moj kanal se spet bliža enemu prelomnemu trenutku. In to je, da sem blizu 500 naročnikom. V času snemanja mi manjka samo še nekaj več kot 30 naročnikov, da dosežem ta mejnik, polovica zastavljenega cilja za letošnje leto. Zato vas lepo prosim, če se še niste, naročite se na moj kanal, večno vam bom hvaležen. Če pa ste se že, hvala by the way, dejte čim več deliti moje videe, povabite vse svoje frende, babice, ljubice, da se naročijo na moj kanal. Ko dosežem 500 naročnikov, bom naredil še eno nagradno igro. In če ste že stisnili gumb za subscribe, dejte zraven klikniti še na zvonec, pa ne pozabiti lajkati tega videa. Če imate kako uporabno aplikacijo na vašem telefonu, dejte jo deliti z nami spodaj v komentarjih. Mi pa se vidimo naslednjič. Čau! Okay.